Kaja, Ja, začniva udarno. o Jezus. Pravijo ti kaviar, socialistka, ki hedonistično uživa v najboljših hotelih in restavracijah sveta. In glej ga zlomka, pred 2 dnevoma si priletela iz Bruslja, ne? Ja. In malo predtem pa iz Venezuele. Kaj Ja. boš najprej pojasnila? Ne vem, kje naj začnem. Oboje je bilo vezano na restauracije. V Venezuelo, glede na to, da pišem tudi o zunanji politiki, mi je bila Venezuela vedno neka destinacija, ki sem jo res hotela obiskati, tako da sem zagrabila to priložnost. Sem hotela že decembra, so bili leti odpovedani zaradi znane situacije. V decembra nismo vedeli, da bo aretacija predsednika Bilo je januarja. tik pred zdajci je bilo, tako da mali državni udar. Bruselj v bistvu zelo nedramatično v primerjavi z Venezuelo, ampak ja, to je to. Kaviar, socialistka. Mislim prav, če tako hočejo, pa naj bo. Ti si ena izmed v svetovnem vrhu, bomo rekli, novinark, kulinaričnih novinark, strokovnjakinj za gastronomijo. Koliko poletov imaš na leto? Na leto imam približno nekje med 90 in 95 poletov. To, kar smo zdaj vse omenili, glede tvojih potovanj in tega, kar počneš, lahko mogoče poveš sama, kaj še vse počneš. Sicer sva midve dolgoletni sodelavki tukaj na RTV Slovenija, trenutno delaš na spletni strani, tudi rtvslo.si, kaj še vse počneš? Ja, jaz še vedno sem zaposlena na RTV-ju, sicer polovično. Še vedno pišem o zunanji politiki predvsem in pa kulinariki, pa potovanjih. Poleg RTV-ja sem v zadnjih letih si razvila nek tak kulinarični krog, kamor potem pride vse od raznih konzultacij, restavracij do sodelujem tudi z Slovensko turistično organizacijo. Napisala sem slovensko turistično strategijo med letoma 2018 in 2023. Napisala sem knjigo Ane Roš Sun and Rain za ameriško založbo Phaidon. Vodim okrogle mize po svetu in v Sloveniji. Predavam tudi na sommeliejskem tečaju v Sloveniji, in sicer o gastronomiji po svetu. Potem pa se udeležujem tudi raznih prireditev, podelitev najboljšim restavracijam, tudi najboljšim hotelom in barom. To nekako na kratko se mi zdi. Absolutno se vrneva h Caracassu, ker me zanima seveda par stvari, ni veliko ljudi, ki tja potuje. Ampak glede tvojega dela, ne, ti si celo končala na novinarskem častnem razsodišču. Hvala. Prosim, hvala začetek udaren, si sem rekla. Ker kaj točno je bilo, no? Mislim, če citiram lahko, ker imam v spominu, to je že kar nekaj let od tega, ampak se mi je vtisnilo, je promoviranje življenjskega sloga, ki si ga večina Slovencev ne more privoščiti. To je bilo nekako to. Zdaj si lahko mislim svoje, zakaj in kako so me prijavili na novinarsko častno razsodišče. Dejstvo je, da kot nekdo, ki je začel pisati o kulinariki pa o vinih, ko sem bila še dosti mlada za slovenske razmere, imaš ogromno nekih, da ne bo kdo užaljen, ampak moških srednjih let, ki so v tem malo dlbli in so se počutili blazno ogrožene kar naenkrat. In tudi, ko me je Ana izbrala za pisanje svoje knjige, tudi od tega že kar nekaj časa, je bilo jasno veliko takih, ki so se spraševali, zakaj ravno mene. Tako da jaz približno vem zgodbo v ozadju, kako je prišlo do te prijave na častnem razsodišču. Z njo se ne obremenjujem kaj precej, zato ker iz mojih izkušenj se ljudje blazno radi spravljajo na gastronomijo. In to je še posebej neka taka lepa slovenska lastnost. Zgodovinsko lahko to povežemo s tem, da Slovenija nikoli ni imela neke aristokracije, tako da tudi nekako bolj ta italijanski način uživanja, dolce vita in to pri nas ni bil nekako razvit. Bog ne daj, da bi se usedel nekje na pijačo, da bi hodil ven v lokale. To je pri nas, zlasti po nekaterih delih Slovenije, še vedno nekako nezaslišano. Kaj šele, da bi kdo potoval po svetu samo zaradi restavracij. Ti lahko pišeš v Sloveniji o kulturi, o visoki modi, o avtomobilizmu, kjer so avtomobili neskončno dražji od nekega
degustacijskega menija. In te noben ne bo napadel, ampak če pa pišeš o gastronomiji, si pa takoj tarča vsega možnega. In jasno se zavedam, da ker delam na javnem mediju, sem bolj podrobno gledam, ampak je treba tudi izpostaviti, da jaz sem si ustvarila neko svojo kariero, ki je tudi malo ločena od RTV-ja, in ljudje, ki me vabijo po svetu, njih res ne briga, kaj jaz objavim in če sploh kaj objavim na RTV-ju. No, ampak vse finančne plati, ne, to je verjetno kar en velik zalogaj, ne. Zdaj tudi, zdaj smo v neki specifični situaciji zaradi cen nafte, ne, karte letalske grejo zelo gor, ampak ne glede na to, ti to delaš zdaj že, mislim, prav striktno kulinariko, po moje več kot 10 let. Ja, jaz sem to začela približno takrat, ko na MMC-ju nismo imeli sekcije kulinarika, tako da sem se jaz odločila, da bom začela pisati o hrani, ker me je vedno zanimala. Jaz sem odrasla z babico pa dedkom in sem vedno bila ogromno v kuhinji, v gozdu. Skratka, sem bila dosti vešča in nabiralništva in vlaganja in fermentiranja in peke in kuhe. Potem kasneje sem začela malo bolj hoditi po svetu, pa na take parkrat na let, nič posebenega, London, Pariz. In sem se navdušila nad tem, in ker sem videla, da pač nam manjka ta sekcija, sem jo uvedla. To je bilo, če se ne motim, 12 let nazaj, da sem začela malo bolj s tem. In potem tam nekje od leta 2018 sem začela bolj intenzivno s temi mednarodnimi turami. Ob tem je treba pač poudariti, da turistične ture, kjer vabijo novinarje ali na gastronomske ture ali na čisto turistične ture, to ni nič novega. To so tudi Slovenci že pred mano dosti počeli. Je pa res, da ko nekdo hodi na Dunaj, ko hodi v Bosno, ko hodi v Zagreb, je to malo drugače, kot potem, ko ljudje vidijo, da potuje nekdo v Tokio, Limo, Cape Town. Tukaj je ta razlika. Mislim, spraševala so se zato, da češ kdo ti to plačuje, v smislu, da verjetno si splačal RTV-jevsko, je to težko čez, ne. Kako je recimo s temi finančnimi vidiki? Kako deluje v tem svetu novinarjev gastronomije? Kako poteka ta svet? Kot prvo, nikoli nisem razumela, zakaj bi se mogla jaz braniti. Lahko bi konec koncev imela bogatega partnerja. Tako da to neko pojasnjevanje in opravičevanje mi je šlo vedno precej na živce. Če pa pač ti odgovorim na vprašanje, je pa ja, ko enkrat dosežeš nek ta kulinarični vrh, krog novinarjev, te restavracije vabijo po svetu. In restavracije pogosto z nekimi povezavami z turističnimi organizacijami ali pa z sponzorstvom letalske družbe ti krijejo stroške poti, skratka letalsko vozovnico, nastanitev in potem obisk same restavracije. Tako da brez nekih pričakovanj, da poudarim, brez nekih zahtev, da napišeš članek v zameno. Celo več v zadnjih letih, ker ne gre ravno. Jaz sem pač novinarka stare šole, jaz rada pišem dolge članke. Ampak v zadnjih letih, zlasti ko gre za gastronomijo, je šefom, restavracijam bolj pomembna neka objava na Instagramu, kot pa članek na MMC-ju, brez zamer do moje matične hiše. Kako pa je ta Instagram spremenil gastronomijo? Spremenil jo je precej, ogromno. Tako kot se tiče samih novinarjev, kot šefov. Šefi danes črpajo nekako navdih iz Instagrama. Šefi, ki ne potujejo, recimo, oni zlasti gledajo, sledijo vsem nekim največjim restavracijam in se tako nekako navdihujejo, brez da bi dejansko poskusili jedi, kar ni optimalno, ker je pač okus tisti, ne videz jedi. Ko gre za novinarstvo, so družbena omrežja žal zelo sesula novinarstvo, zlasti kulinarično novinarstvo, tukaj govorim. Včasih pred leti, takrat, ko sem jaz začela, ali pa še pred mojimi časi, so ljudje dobivali za članek v nekem tujem mediju tudi po 1000 evrov. Danes, jaz pišem tudi za neke italijanske medije, pa za hrvaške, danes dobiš, ne vem, za recenzijo restavracije v Identità Golose, ki je nek zelo uveljavljen in referenčen vodič v Italiji, 20 evrov na članek. Zato, ker večina ljudi dejansko ne kupuje več teh medijev, ne kupuje revij, ne kupuje časopisov, vsi dobijo vse informacije, kar rabijo za nek obisk destinacije iz spleta, iz Instagrama, iz TikToka. In dejansko
eni od teh uporabnikov so zelo dobri, tako da danes, ne vem, če potuješ, na pamet govorim, Merido na Yucatan v Mehiki, ti najdeš na TikToku zelo dobra priporočila, kam na najboljše takose, recimo. In dosti hitrej, ne rabiš brskati kaj dosti, če si vešč TikToka, če si vešč Instagrama, imaš to pred sabo. Kar pa seveda pomeni, da kulinarični novinarji niso več plačani za svoje delo. Zato jih je ogromno mojih kolegov po svetu prešlo na PR, na konzultacije restauracijam, kar je etično rahlo sporno ali pa precej, ampak žal so časi taki, da ne moreš brez tega, ne moreš brez, da bi delal še nekaj zraven in ne moreš brez, da bi sprejemal te plačane obiske tujih destinacij. Se pa to malo spreminja, ne? Sem zasledila sicer ena slovenska revija, ki naj bi se umaknila spletne strani, torej da bo samo v tiskani izdaji, ne? Da če boš pač, verjetno bojo še na družbenih, ampak se vračajo back to basics, ne? Torej k osnovam, torej da ne bojo več imeli brezplačnikov na spletni strani. Zadnjič sem gledala en intervju z Gaganom, šefom indijskim, enfant terriblom, recimo temu kulinaričnega sveta, tudi do njega prideva, in on zdaj namerava v Indiji odpreti eno restauracijo, v kateri bojo prepovedani telefoni. Ja. Ne? Torej, da sploh ne boš mogel to zaradi, ne, ko pač nekdo plača 350 € za mini, je prva stvar, da ga bo fotografiral, ne, dal na Instagram. On je rekel, ne, dovolj tega, ne. Tako da eni so neki uporniki znotraj. Moraš vedeti, da Gagan blazno rad provocira in sam sebe postavlja na laž. Tako da on je razvil cel ta sistem. On je imel prvi meni, ki je imel v starem Gaganu še v Bangkoku, je bil meni sestavljen iz emojijev. On je pač to izkoristil, ta vzpon družbenih omrežij, tako da zdaj da reče, da bo prepovedal telefone, ki je najbolj izkoristil to. Pač je zajahal Zeitgeist. Verjamem, da bo. Ampak zdaj, ko si ga omenila, da si bila tam, povej, kakšna je bila ta izkušnja. Ti si bila še v bistvu v tem res ta prvem Gaganu, ne? Čista prvem, ker on je potem to restauracijo skregal se v bistvu s poslovnimi partnerji, ne? In potem je druga odprl, ne? Ja, jaz sem bila dvakrat v prvem Gaganu in dvakrat v drugem Gaganu, se pravi, v novem Gaganu, nazadnje je bilo to februarja, tik, ko se je začela vojna v Iranu. In Gagan je vedno bil nekako mal poseben in izstopa še vedno med temi kuharji. Je pač neukročen, je divji, ne bom rekla, da so jedi glih, če bi ocenjevala samo jedi, to niso glih najbolj okusne jedi. On gradi na šovu in ta šov dela precej dober. Ta šov je sestavljen iz od glasne glasbe do maltretiranja jedcev, malo da ne rad jih postavlja v mučne situacije, v neprijetne situacije. In cela njegova ekipa v bistvu deluje kot nek dobro zverziran orkester. Ampak je populariziral indijsko hrano. Je res. In jo je dal na nek višji nivo. Je res, indijska hrana do takrat, ko je Gagan začel s tem svojim, ker je že kar nekaj let od tega, je bila nekako na nivoju bolj poulične hrane. Takrat nismo imeli neke restauracije, prav res mednarodno vsaj neznane, ki bi poskušala spraviti indijsko kulinariko na neko višjo raven. Gaganu je to uspelo in še vedno se o njemu govori, še vedno je na lestvicah, še vedno privablja ogromno govora oseb, še vedno je ogromno novinarjev pri njemu. Kakšen je pa vtis nate naredil, si ga spoznala? Ja, večkrat. In? Jaz mislim, da moraš pri njemu vse jemati zelo z rezervo. Mislim, da kdorkoli bo prišel prvič v njegovo restauracijo, bo po moje lahko impresioniran, ker je zelo dober govornik, zelo dobre zgodbice prepoveduje okrog vsake jedi. In te zgodbice pa niso nujno glih točne. A zdaj govoriš mogoče o možganih podgane? Ja. Pač on je imel na meniju, da ljudje jejo možgane podgane in so bili vsi in na koncu se je izkazalo, da... Ja, ena od jedi recimo... Da niso, no. Ki jo ima še vedno na meniju, v malo drugačni obliki. Ampak on je rekel, da nihče ni prebral drobnega tiska, kjer so sestavine, da je tam dejansko pisali, da so, mislim, da je z belušev, da je ta... Seveda noben ne prebere tega. Mislim, da ima tudi velikrat skrit in tisti neonski meni zasvečila na koncu
obeda, ampak ja, on je pač taka oseba, ki blazno rad provocira in ena od teh jedi so trajnostne, možgani trajnostnih podgan iz bankovških kanalizacijskih kanalov, in splete celo zgodbico okrog tega, v obliki pravih možganov, so malih možganov, ampak potem na koncu, ko to poješ, seveda ti pove, da to niso bili možgani. Mislim, da takrat je bilo res iz belušev, zdaj trenutno ima iz, Zdaj ima kuščarje, mislim, da. zdaj se dela, da so to možgani kuščarjev. Ampak kaj pa tebe to pretresalo, ko si rekla, da goste spravi v nelagodno situacijo? Kaj Ja, je bilo? on pač zelo rad postavlja, in to bo tudi bo priznala cela ekipa, da, jim je užitek postaviti gosta na nekako, da jih izpostavi. Cela restavracija ima samo en tak pult okrog, okrog kuhinje, mislim, da je okrog 12 ljudi naenkrat posede, se pravi ne veliko, tako da res lahko je zelo interaktivna izkušnja. Potem začne recimo, ne vem, spraševati goste o osebnih, zasebnih zadevah, potem jih sili, da naštevajo njihove najljubše ali zelenjavo ali juho, in potem se norca dela iz njih, če mu pač ni všeč ta izbor. Take zadeve. In v celo izkušnjo seveda je, vpletenega tudi kar nekaj zelo dobrega vina. Moram reči, da vinski izbor je zelo dober. Zanj poskrbi srbski somelje Vladimir Kojić in je ogromno slovenskih vin. A res? So Katere pa? naravne pridelave. Zdajle No, v zadnjem je okej. bilo recimo burja, Aha. ampak vsa vina so sonaravne pridelave, in večina jih prihaja iz nekako centralne Evrope, veliko je avstrijskih, veliko je slovenskih. Skratka, če ne maraš tako imenovanih naravnih vin, potem ti verjetno tudi to ne bo všeč. In en od gostov, nazadnje, ko sem bila, je dejansko sredi večerje šel, ker mu niso bila všeč vina in ker mu ni bilo všeč, da mu ne zamenjajo vin. Je pa on zanimivo rekel, da zanika ta ekološke zadeve, trajnostno, oziroma predvsem ekološke, vse v Indiji. Ne? Je rekel, jaz vam lahko dam na mizo kozarec vode, pa bom rekel, da je ekološka. Ampak v Indiji, da nihče ne more preveriti, a je to res neoporečno, a je hrana z vrta. On je govoril za Indijo. On je rekel, da to lahko nekdo na Danskem ali pa v Evropi govori, da ne, ker so le pač te razlike med njim pa recimo neko kulinariko z Evrope, recimo, ali pa z drugod po svetu. Ne. Ja, To se mi zdi zanimivo, da je tako priznal, mislim. Jaz bi se kar strinjala, zato ker v svetu kulinarike, zlasti visoke kulinarike, ogromno je enega tega tako imenovanega greenwashinga. Šefi zelo radi opletajo s tem s trajnostjo, ki je tako znucan pojem in tako zlorabljen. Michelin je uvedel zelene zvezdice, da bi se nekako približal tem trendom trajnosti, ki so se ti trendi so prisotni že vse, odkar so na Danskem postavili ta nordijski manifest. Se spomnim, tudi v arhitekturi je bil zelen svinčnik za ekološko, mislim, za pač naravne projekte v Sloveniji, in mislim, da ga več ne podeljujejo. No, in podobno tudi Oziroma ga Michelin. vsake toliko ne, no. Podobno tudi Michelin, zato ker je zdaj začel počasi umikati potiho te zelene zvezdice. In iskreno, oni so jih res podeljevali na tak način, da je blazno sporno. Oni so poklicali restavracije in tako, imate kompost, a reciklirate. In seveda bo vsak rekel, ja. Z razliko od Michelina ima tukaj 50 best, se pravi ta seznam 50 best. 50 najboljših restavracij 50 sveta. najboljših restavracij sveta, ki tudi podeljuje nagrado za trajnost. Ima precej bolj stroga pravila in pošlje vsem restavracijam tak kar debel fascikel, zelo natančno, zahtevajo številke, zahtevajo dokumentacijo. Skratka, če že primerjamo tukaj, so vsaj tam bolj dosledni. Ampak ja, ta izraz trajnost, pa potem vsak šef ima vrt in potem vidiš in je tisti vrt, ne vem, ena gredica z baziliko in z krešo, kar jasno ne more oskrbovati cele restavracije. Tako da jaz bi včasih res hotela manj teh zgodbic, pa malo, mislim, za vse bo boljše, no. En primer je bil Willow's Inna, ko si omenila te gredice. Blaine Wetzel, oziroma ta restavracija se je zaprla nekaj let nazaj. To je na enem otoku,
bila v ZDA in on je ravno govoril, da je vse z tega otoka, da je vse eko-bio, da se je samooskrbovano in potem se je izkazalo, da so zmrznjene hobotnice Španije in Portugalske. Skratka, tako no, mislim, kaj je bilo še recimo? Ja, ta restauracija je... Piščanci iz Idaha, divjačina vzrejena na farmi v Idahu, ja, podobno s piščanci. Jaz bi rekla, hormonsko napitani. Da to ni edini primer tega, ko restauracija prodaja neki, v resnici pa pač uporablja nekaj drugega. Ampak mi govorimo tle o visoki kulinariki, mi ne govorimo o nedeljskem kosilu z družino. Ja, in pač Willow Zinn je bil toliko na udaru kritik, takrat je bil članek v New York Timesu, ki ga je Julia Moski napisala. Ona ga je razkrila. Ga je razkrila, ga je raztrgala, v tem članku je bilo vse od tega, kar si že omenila, se pravi, kako je nekako goljufal z sestavinami, ne skozi, ampak pač ne skozi. Vsi delamo napake. Ampak so bile tudi določene obtožbe psihičnih zlorab, spolnih zlorab. Willow Zinn restauracija je bila zanimiva, jaz nikoli nisem bila, ampak je bila na otoku ob obali Washingtona in film Meni je bil dejansko delno posnet prav po tej restauraciji. In ja, potem, ko se je to razkril, preprosto restauracija ni prenesla tega. Moraš vedeti, da pač Amerika je država nasproti in država, kjer je zelo močna ta cancel kultura, še danes, kjer so zelo radi se suvajo, zlasti restauracije in neke stvari, ki bi šle mogoče čez v Evropi, v Ameriki ne grejo čez. Tam ima zelo radi take članke, kjer se suvajo restauracije, se suvajo šefe, brez nekega širšega konteksta. Tukaj ne zagovarjam Willow Zinna, ampak govorim, ker je bilo več takih člankov, kjer so bile določene zadeve izpostavljene, ki so krivične. Ampak ja, Willow Zinn se je zaprl, Blaine Wetzel je odšel v maldane pozabo, preselil se je v Mehiko svoji punci, Danieli Soto Ines, ki je zelo znana mehiška kuharica, ki je ravno odprla svojo restauracijo. Ja, Willow Zinn danes je neka taka črna pika v svetu kulinarike, ampak zagotovo pa ni edina in takrat, ko je prišlo to na dan, sem jaz najbolj to izpostavila, da mi ni všeč, ko članki izpostavljajo eno samo restauracijo. Te problemi v restauracijah obstajajo po celem svetu in če ti ne postaviš tega v kontekst in ne izpostaviš problematike, širše problematike fine dininga, jaz mislim, da s tem člankom nisi nič naredil, samo nekako na grmado si postavil enega posameznika. Ampak mislim, da je bil zdaj največji škandal ever Noma in odstop Renija Redzepija. On je bil celo mojster Vecla, ne? On je bil pri njemu, mislim, da v Nomi tudi celo, ampak to je pa zdaj, mislim, da to je bil pa predseden, se mi zdi, no? Da je ena taka restauracija, ta šef potem odstopil, ker je bila, kot si ti rekla, javna tajna o teh zlorabah v kuhinji, kjer je bojda fizično obračunaval z njimi in tako naprej. Pravijo celo, ena raziskava je bila narejena med ljudmi, ki delajo v kuhinjah z Michelinovimi zvezdicami in je en opisal, da bruha, predno gre na delo in ima prebavne težave, da mu mečejo hrano v glavo in da je v bistvu da se telo njegovo pripravlja, kot bi šel na fronto. Ja, velikrat je delo v restauracijah tega ranga, velikrat je kot da greš na fronto. Primerjajo z vojsko. Ampak potem še pravijo, da to moraš da čez, ne, če hočeš to postati, ne. To se pogojuje, da to moraš, če želiš. Kot prvo, najprej nekaj zgodovinskega ozadja. Pač to, da so blazne psihične zlorabe, občasno tudi fizične zlorabe, da so delovniki dolgi tudi po 18 ur, da ljudje ne spijo. To je nekaj, kar je zelo široko razmahnjeno med restauracijami višjega ranga, zlasti v preteklosti. V zadnjih letih so se stvari spremenile, tudi s posameznimi članki, ki so to izpostavljali.
za to woke kulturo, Mi tu gibanje. mitu gibanje, vse to je vplivalo nekako, da so se tudi restauracije začele malo bolj pogovarjati in probale narediti malo bolj življenjsko okolje. Kar pa ne pomeni, da je to vsem ratalo. Noma se je dejansko tega zavedala že pred časom in kar je najbolj hinavsko pri tem članku, ki ga je tudi napisala Julia Moskin, in poznam ozadje zgodbe in vem, da je Julia Moskin že nekaj let skušala zadala si za svojo karierni cilj, da se suje Nomo. Noma kot najboljša restauracija na svetu, Noma kot še vedno ena najbolj referenčnih restauracij na svetu. Ona si je zadala cilj, da se suje Nomo. Ampak ni verjetno njen cilj, če je pač človek zlorabljal zaposlene, ne? Kako bi to besedila, da ne bo izpadlo, kot da podpiram to. René Redzepi, ki je tako kot ogromno najboljših kuharskih mojstrov, ni najbolj uravnovešena oseba. Veliko kuharskih mojstrov je genijev in vsi vemo, da so geniji vedno nekako na robu norosti. René Redzepi se je tega zavedal, tega problema, in je že pred leti priznal to. In obstaja podcast, obstaja več intervjujev, on je takrat to priznal, da se ni obnašal v redu, da se je zavedal teh težav in da je poiskal pač pomoč terapevta in se tudi umaknil delno iz kuhinje. In po vseh pričevanjih tistih, ki so delali v Nomi v zadnjih letih, odkar je uvedel te spremembe, je delovno okolje v Nomi dosti boljše. Jaz poznam ljudi, ki so delali v Nomi, poznam ljudi, ki danes delajo v Nomi, ene par mojih zelo dobrih kolegov v Ampak velikih ne zdrži dlje kot en dan, ne. Kagan je bil en dan, je zdržal v Nomi, ne. Eni zdržijo 3 dni, redki zdržijo dolgo. Veš kaj, to je tako, kot Vecali 3 leta, okej, pa ti si prej povedala, kako je on zaključil, ne. to je tako kot, jaz bi primerjala z vrhunskim športom. Če ti treniraš balet, bo isto mučno. Če ti treniraš vrhunski šport, bo isto mučno. Veliko teh zadev. In ja, tudi če si v vojski, bo blazno mučno. Ti boš imel tudi psihične zlorabe, boš imel fizične zlorabe. Kar ne pomeni, da je to v redu. Jasno. No, se pravim, zdaj smo pač, razumeš, tako kot si rekla, okej, delaš 18 ur, ni pa treba, da dobiš krožnik hrane v glavo, ne. Lahko 100-krat režeš, ne vem kaj, eno korenček, ni pa treba, da te en v steno prebije, zaradi tega, ker pač ni dosti Ne, ni lepa treba kocka. pač. In ja, je stvar debate, koliko mora biti te discipline. Konec koncev, kjerkoli poklicu, koliko je potrebno neke discipline, koliko je potrebno nekih pritiskov, maldane mobinga tudi na delovnem mestu, kadar ti razvijaš kar ne bi bil vrhunski kader. In tukaj je stvar debat. Zame osebno, recimo psihično nasilje, ni nič boljše od fizičnega. Osebno celo bom raj, če me nekdo enkrat udrine, kot da mi, ne vem, dan za dnem govori, kako sem nesposobna. V kuhinji A se da v kuhinji brez tega? da se, poznam kuharje in se da, vprašanje je, koliko boš ti lahko dosegel. Eni so prepričani, da ti dosežeš vrhunskost samo s tem, samo z takim zelo strogim drilom. Eni imajo drugačen odnos. Eni so šli čez to in so zdaj drugačni v svojih kuhnjah in poskušajo delati na dosti bolj blag način. Je pa res, da generacije se tudi spreminjajo in današnje generacije mladih, one ne bi več delale več kot 8 ur, ne bi več delale za vikende. Covid je spremenil stvari in vse več se jih je odmaknili iz gostinstva. Pa tudi prav, da opozarjajo na to, da ne želijo v takih pogojih delati v bistvu, ne. Definitivno, jaz mislim, da to ni za vsakega. Če so prejšnje generacije, toliko in to generacije bilo tih, ne. Naj tukaj omenim še nekaj, kar se pozablja, da veliko ljudi, ki delajo v kuhinjah, tja niso prišli mogoče kot Ana Roš ali pa kot David Žefrani iz Milke, ki so diplomirani, ki so nekako tudi mogoče imajo neko akademsko ozadje. Veliko teh ljudi je šlo delati v kuhinje, zato ker niso mogli niti srednje šole dokončati, so jih vrgli ven, so jih starši vrgli ven iz bajte, so preprodajali mamila, poznam tudi take, so se pretepali, so bili eden od šefov zelo znan
Erik Wildner iz Jordnerja v Kopenhagnu, je bil celo v čist pravi tolpi. V tolpi je bil. In vzameš ti take ljudi in jih daš v kuhinjo in dobiš eno tako mešanico, ki včasih je zelo eksplozivna, ki včasih niso najbolj prilagojeni ljudje, ki so polni enega adrenalina, so polni enih ambicij, ampak mogoče tudi njihov način komuniciranja nikoli ni bil razvit na taki mal višji ravni. Zdaj tukaj zveni, kakor da vse kuharje obravnavam kakor neke divjake na pol. In jasno, da to niso vsi taki, ampak je treba tudi ta segment vzeti v ozir, če mene vprašaš. Jamie Oliver ne imel nekaj časa, ni imel en projekt, ampak on je imel socialno ogrožen, ali kako je že, da je neko restauracijo, a je bila to Eleven ali Seven, kako je bila tista restauracija? Ja, on je imel socialno ogrožene. Ampak glej, pač, ko govorimo o teh raznih ekscesih, zadosti, da se spomnimo, ko smo gledali Gordona Ramsaya v Hell's Kitchen, mi smo navijali za to, da bo čim bolj sesul te svoje praktikante. Mislim, vsi smo gledali prav zaradi tega. Ja, časi so se spremenili, danes verjetno ne bi bilo več to sprejemljivo imeti take šove, ker skušaš biti nekako bolj civiliziran. Ampak ko ti odrasteš s tem in občuduješ to in si potem nekako šokiran, ko zveš, da je Noma imela probleme v svoji restavraciji, se mi zdi malo neiskreno, no. Koliko je to ta kulinarični svet zatresel? Je bilo to pričakovano, da bo on odstopil? Ne, Sploh se je to na dan prišlo? Ni bilo pričakovano. Človek, ki je vse to skupaj sprožil, Jason Ignacio White, je bil 3 leta vodja Nominga fermentacijskega laboratorija in je bil ironično odpuščen zaradi agresije nad sodelavci. In je potem dobil blazno zamero do Redzepija in do Nome in se je v nadaljnjih letih je bil njegov edini cilj sesuti Nomo. To mu je ratalo z navezo z Julia Moskin iz New York Timesa in pa ko je Noma, ki se v zadnjih letih vse bolj odpravlja po svetu in dela te svoje pop-upe. Noma ima zdaj pop-up v Los Angelesu 4-mesečni in Redzepi je naredil to usodno napako, da je ta pop-up se odločil imeti v Ameriki in kot sem rekla, Amerika je blazno rada pograbi take zgodbe. In ta zgodbo so pograbili in je šlo toliko viralno in je bilo toliko enega govora in toliko enih zapisov, da je na dan odprtja tega pop-upa Redzepi podal svoj odstop. Zdaj, ena serija je bila v bistvu The Bear, ne, torej Jeremy Allen White, res. To je bojda ena serija, kjer v bistvu najbolj pristno prikazuje te odnose v kuhinji. Povej, mislim, da je bila narejena nekako tudi te motivika po nekih resničnih Ja, restauracijah. The Bear po vseh in ocenah in odzivih iz samega kulinaričnega sveta dejansko najbolj verodostojno prikazuje svet kulinarike. Pri tem so se povezali tudi z vrhunskimi kuharji, ki so sodelovali pri konzultacijah, tako da je zelo verodostojen prikaz. Predvsem dobro prikaže to napetost v kuhinji, izgorelost, psihični napori, psihične napetosti med ekipo. In mislim, da dosti dobro prikaže glavni lik, ki ga igra Jeremy Allen White. Ne moreš reči, da je negativen lik, ampak vidiš pa tudi dosti negativnih lastnosti. In taki ponovadi so kuharji, blazno talentirani, ampak tudi labilni, z izbruhi, niso sposobni eni zves obdržati, imajo probleme s substancami, hitro jim lahko popihaš na ego, hitro jim lahko sesuješ ego. Enkrat mi je bilo zanimivo, ko smo se pogovarjali, da je tudi ni lahko biti novinar te visoke kulinarike, ne. Bojda je tudi dosti teh prehranskih motenj med novinarji, oziroma eksplicitno, ne vem, bulimija recimo, ker včasih so kakšni tudi 2 okuševanji, ne, v enem dnevu in zdaj te hodi so, ne vem, 8, 12, 25 hodni meniji, mislim, ne. Kako je s tem? Definitivno, jaz sem včasih pisala o glasbi in sem potem prešla na kulinariko, poleg politike. Vmes sem nekaj pisala še o smučarskih tekmah in
zgleda kot totalno nepovezane teme, ampak resnici vse to je tak neverjeten tempo, to je tako kot seks, droge in rock'n'roll življenjski stil. Ali je to v glasbi, ali je to v Tudi visoki šefi so, ne, kulinariki. kuharski, kot Tudi neki šefi. rockerji, ne. Šefi so Mislim. zvezdniki. Zvezdniki. Šefi imajo svoje grupice. Tako da ta svet privablja določen tip človeka in ne samo med šefi, ampak privablja verjetno tudi nas, ki nas malo bolj privlači tak svet, ki ni monoton, ki je vedno razburljiv, ki ima ogromno, veliko drame ima. Meni kot nekomu, ki piše o tem, mi je ta vidik zelo zanimiv. Mi je mogoče bolj zanimiv ta vidik od samega menija. Všeč mi je preučevati malo karakterje ljudi v tem svetu. In zdaj sem že toliko časa v tem, da sem lahko tudi dosti cinična in dosti pikra do vsega tega. Še vedno mi je pa blazno zanimiv. In to je tudi okolje, ki ima toliko enih posebnežev in toliko enih outsiderjev, ki se drugje niso našli, da je tudi, da veliko ljudi najde sebe v tem okolju. Kakšna drama? Drame so včasih z lestvicami, kdo se uvrsti, kdo pade iz lestvice. Drame so lahko na samih novinarskih turah, potem imaš, kdo se preveč napije kdaj, kdo se ne pojavi, kjer bi se mogel. Imamo tudi kakšne hujše drame, če spustimo samo Nomo, je bil tudi, poznamo kuharja, ne bom omenjala imen, ampak ki je malo preveč, so se zabavali za Silvestrovo z raznimi substancami in je povozil svojega sušefa, ki je ostal tetraplegik. Tako da ja, ni to samo degustacijski meni in šampanjci in beli prti. Jaz sem te zdaj hotela naslednje vprašanje dati, kaj bo najbolj eksotična jed, ki si jo jedla, in je totalno neprimerno vprašanje za tole, kar si zdaj povedala, ne. Zato bo še eno vmesno vprašanje. Kako to potem zbalansiraš? Mislim, meni so to travmatične stvari, ki si jih zdajle omenila, no. Ja, definitivno so in jaz osebno poznam sebe toliko dobro, da vem, da če bi samo to delala, brez enega premora, ki ga imam doma, mislim, da mi ne bi znesli. Mislim, da bi me odnesli, ker ti živiš na nekem adrenalinu. Ja, seveda ogromno je alkohola vpletenega, že sam pri degustacijskem meniju so vinske spremljave, potem je jetlagi, vstajanja sredi noči. Ni tako lahko, kot se ljudje predstavljajo, pa ne, da bi se pritoževala, ampak res ni za vsakega Rada ta izzivaš življenjski usodo? stil. Ja, precej, ja. Poleg tega Carakasa zdajle, ne, tudi mislim, da prvi dan epidemije si ti letela v Prvi dan epidemije. severna Italija. Ja, kako se to spomniš? Jaz sem med pandemijo Pandemija je zelo zavrla, jasno, gastronomski svet in svet nasploh in jaz kot nekdo, ki ne more ostati na miru prav dolgo, sem seveda iskala načine, kako iz države in sem šla med drugim takrat v Dubaj, ker je bil Dubaj odprt. Sem potem napisala članek o tem, kako Dubaju uspeva ostati odprt. Točno, ja. Sem imela pogovore z njihovim ministrom za turizem, z osebami v tem sektorju, kako stavijo na influencerje in podobno. Skratka, izkoristila sem ta svoj obisk restauracije za članek o življenju v Dubaju v času pandemije. In to jaz rada počnem, kot nekdo, ki ima zaledje v političnem novinarstvu, mi je to zelo zanimivo in ja, če lahko izkoristim te svoja plačna potovanja za restauracije, mi je to fajn. Čakaj, si pa tudi zdaj v Dubaju ali oziroma nekje, zdaj, ko je potekala repatriacija potnikov? Ne, iz takrat Dubaja? sem bila Kje si bila v nekje? Bangkoku in bi Bangkok. mogla leteti čez Dubaj, ampak so pač lete vse odpovedali. Ampak mislim, jaz raje posežem po drugih načinih, kakor da bi vlado prosila za repatriacijo, zato ker sem jedla na drugem koncu sveta.
Povej Caracas, zdaj povej, kako je zdaj tam, kakšna je klima, po vsem tem, kar se je zgodilo, se kaj o tem ljudje pogovarjajo, so prestrašeni, malo nam povej. Caracas, jaz se dolg časa sem hotela iti v Venezuelo, ampak se iskreno nisem upala, ker sem slišala take stvari o tem, kako je Caracas najbolj nevarno mesto, če ne na svetu, pa v Južni Ameriki. Pač res imaš neko tako dosti slabo predstavo o neki propadli državi. Ki pa je bogata z nafto. Ki pa je bogata z nafto in tudi z drugimi viri. Mm. Ko prijaš tja v Venezuelo, je podoba čist drugačna. Jasno, Caracas je poln grafitov in letakov s Chavezom, z Madurom, z Simonom Bolivarjem, ta nek revolucionarni duh, ampak ta revolucionarni duh je bolj na grafitih samih, kot pa med ljudmi čutiti. Jaz sem se pogovarjala z ogromno ljudmi, sem skušala iz njih izvleči čim več nekih stališč, kar se tiče politike, in vtis, ki sem ga dobila o Caracasu in o Venezueli, je, da predvsem si oni želijo živeti naprej. Jih niti ne briga neki tako zelo politična situacija, ni, da bi se zdaj spravili na ulice in protestirali, ne proti ZDA, ne. Oni samo hočejo nekako prosperirati, odpirati nove posle, radi bi, da pridejo tujci in da sami vidijo, kako je v Caracasu, in iskreno, pač država je super, ljudje so blazno prijazni, revščine ni, vsaj ni take, da bi jo občutil, sem v kakšnih drugih državah dosti bolj občutila to. Na ulicah vsi delajo, praktično nobenega brezdomca ne vidiš. Trgovine so polne, prazne. Trgovine so polne. Ker 3 leta nazaj smo, kako so bili naslovi, da ni WC papirja, ali da so bile, se spomniš, 3 leta nazaj je bilo, Ja, da ima zmanjkalo hrane. po vseh nekih Grozen. izpovedih je bila situacija pred parimi leti res slaba, ampak v zadnjih 3 letih se je pa dosti spremenil in je v bistvu dosti boljš. Vzpostavili so se nazaj tudi neki leti iz Evropo, prihajajo nazaj tuje banke, tuja podjetja. Nekako kljub temu, da se režim oziroma vlada sama ni zamenjala, samo VD predsednice, se pravi Delcy Rodriguez je prišla na mesto Madura, ampak to je še vedno ista vlada, so se začele odpirati zadeve. Ampak še vedno imaš pa, to je ena od zanimivih zadev, da imaš ogromno Venezuelcev, ki živijo v tujini. Mislim, da se jih je okoli 8 milijonov odselili iz Venezuele v vsem tem času in največ jih živi v Miamiju pa v Madridu, in ta venezuelska diaspora je zelo desno usmerjena, je zelo glasna in je zelo kritična, in sem bila tudi jaz na pogromu te diaspore, sem dobila ogromno nekih sporočil, ki so mi skušali pojasniti politično situacijo. Ampak Venezuelci sami v Caracasu so mi rekli, da jim ne delajo nobenih uslug, zato ker državo slikajo v taki slabi luči, da jim to dela njim škodo. Južna Amerika, ko si omenila, kulinarika Južne Amerike se povzpenja, vse glede na tole lestvico 50 najboljših restavracij sveta. Ti si bila tudi v Majdo, v Limi. Mislim pa, da je na tej lestvici kar 5 restavracij. Kako to, da tako prosperirajo? Perujske restauracije. Perujske, ja. Ja, Peru je Ne moram reči verjetno južnoameriške, a samo perujske izstopajo. Južna Amerika nasploh se res zelo vzpenja, Latinska Amerika, recimo temu, se zelo vzpenja, tudi Srednja Amerika. Je pa res, da je Peru ena od teh držav, ki jim je uspel tudi z dobro vladno strategijo prodreti in izkoristiti to, da nimajo sicer Michelinovega vodiča, ampak so bili vedno zelo dobro zastopani na tej lestvici 50 best. Central je bil številka 1 par let nazaj, 2 leti nazaj, se mi zdi. Majdo je trenutno številka 1 in ja, kot si omenila, je na lestvici še vse skupaj trenutno 5 restavracij. Gre za načrtno vlaganje v gastronomijo, in ko imaš enkrat vlado, ki se tega zaveda in izkorišča ta potencial, je Peru dober primer tega, kako lahko prosperira država z gastronomijo. Vsi, ki trdijo, da je gastronomija nekaj za preseravanje, bi mogli si malo bolj podrobno pogledati ta primer Peruja, ker Peru je
še vedno je revna država, to ni neka bogata država in konec koncev tudi njihova tradicionalna kulinarika je v bistvu vezana zelo veliko na revne sestavine, imaš koruzo, imaš ogromno, na tisoče vrst gomolnic in krompirja. Skratka, same sestavine niso to neke luksuzne sestavine, ampak njim je uspelo se povezati, restavracije, šefi so se dobro povezali med sabo, podpirajo eden drugega blazno in dvigajo celo državo naprej in vzbujajo pri navadnih Perujcih nek nacionalni ponos, ker prej niso tega doživeli. Ampak kako rateš najboljši? V čem je razlika? A veš, vsi, ki so na tej lestvici, ne, 50 najboljših na svetu, kaj je tisto, kar te naredi najboljšega? Ja, Ker tukaj jasno, stopaš. jasno, to ni objektivna ocena, kdo je najboljši, tako da tudi jaz osebno se Ti si zelo kritična. Mislim, Jaz sem da zelo celo kritična. ne vem, če si čist se strinjaš s trenutnim prvim Ne. mestom, kot je bilo razbrati iz Ne, tvojega pisanja. Se ne strinjam, moraš vedeti, da je tudi v tem svetu je ogromno lobiranja. Ogromno. Latinska Amerika pri tem kar prednač. Kaj podkupujejo? Ne, Kaj? podkupovanje ne, ampak eden od načinov, kako si lahko ti malo višje na lestvici, je jasno, če imaš več teh prestor. Več novinarjev, ko povabiš, več je to potencialnih glasovalcev, voterjev za 50 Best, ki so sicer anonimni, tako da ti malo ugibaš, kdo je in kdo ni. Potem v Latinski Ameriki so zelo radi priredijo neke take ogromne zabave, kamor povabijo vse in vsakega in so priljudni in teče alkohol in povabijo druge šefe, svoje kolege, ki so tudi voterji. In si s tem dosti izboljšaš možnosti. In ja, kot sem rekla, za razliko od mogoče Evrope, je Latinska Amerika blazno dobra pri držanju Ampak skupaj. to lahko legitimnost niža, ne? Absolutno. Absolutno. Tako kot vsi seznami, je tudi 50 Best poln enih pomanjkljivosti. To ni seznam, ki bi bil absolutno verodostojen. Okay, pa kaj dela zdaj, da prideš vsaj med top 10, 5-10 recimo? Nekaj mora biti posebnega. Kaj je tisto? Kako iz koruze narediš? Nam rekla kokico, to znamo mi. Jaz mislim, da trenutno, včasih so bili trendi malo drugačni. Na lestvici je kraljevala El Bulli, ki je bila tipična, je bila španska molekularna kuhinja. Skratka, hrana iz laboratorija dobesedno. Ta molekularna kuhinja španska je nadomestila francosko klasično in po tej molekularni nekako je prišla Noma s to skandinavsko revolucijo, nordijsko revolucijo, od tega je zdaj že več kot 20 let. In ta nordijska kulinarika, ki je dosti bolj rustikalna, ki dosti bolj poudarja lokalno sezonsko sledljivost, je imela vpliv na restavracije po celem svetu. Vse restavracije, tudi pri nas, recimo Grič, je tak primer, zelo dobro sledijo tem načelom, ki jih je postavil ta nordijski manifest. Danes, recimo, kar bi rekla iz trendov in vsega tega, so ljudje navdušeni nad novimi destinacijami. Ljudje so malo naveličeni evropskih restavracij, ker so bliže tam, ker so videli na Instagramu tokrat, ker so mogoče tudi bili povabljeni že tokrat. Danes ljudi zanima nove in nove destinacije. In včasih mogoče niti ni nujno, da je tista restauracija, da ima vse tipi top, se pravi, lahko da je strežba ni glih na najboljšem nivoju, lahko da je vinska spremljava blazno pomanjkljiva z nekimi zelo povprečnimi ali pa podpovprečnimi vini. Ampak ljudi navdušujejo novosti, ljudi navdušujejo Doživetje. pa tudi, da imajo nekaj, kar niso vajeni. Ne, recimo, bila sem zdaj ob Venezueli, sem bila v Cartageni v Kolumbiji, kjer krasna restauracija, ki se ji reče Selele in je vse delano iz karibskih sestavin, iz tega karibskega dela Kolumbije. Čudovita hrana, ki je tudi zelo okusna. Strežba podpovprečna, vinska spremljava podpovprečna, ampak so sestavine, ki jih uporablja Jaime Rodriguez, ki je šef tam, tako zanimive, še posebej, če greš še na tržnice lokalne, kar jaz vedno skušam narediti, zato ker se mi zdi krasno, da najprej vidiš ta produkt v neki surovi obliki, preden je preoblikovan. Vsi smo bili zelo navdušeni, vsi smo bili zelo vznemirjeni nad novimi okusi, nad novim okoljem. In
to tukaj trenutno imajo plus take restauracije, ki so na nekih teh malo bolj eksotičnih destinacijah. Zdaj pa res vprašanje, kaj je bila najbolj eksotična jed, ki si jo ti jedla in česa ne bi jedla? Ja, to me večkrat vprašajo. Moram Mi reči, jemo samo kokice. ja, jaz iskreno ene od teh najbolj divjih jedi, ki jih je Anthony Bourdain preizkušal, recimo živo kobrino srce. Probala to? Nisem. Nisi. To Nisem. je že malo tako mučenje živali, no. Tisto, kar jaz ne bi pojedla, kar ne moram pojesti, so zadeve, ki še vedno migotajo. Tako da karkoli še vedno migota. Daj povejva, kako je bilo s to kačo, no? Ker to so jo v bistvu na živo s škarjami. Ja, v bistvu jo živo odreš In potem poješ srce. iztrgajo srce, ki še utripa, poješ, zaliješ potem ponovadi z alkoholom. Jaz sem sicer pila na Tajskem, imajo v alkoholu potem recimo vložene male rogove od jelenov ali pa žolč tudi od divjačine. Kar se tiče same hrane, probala sem zadeve, kot so, ker se meni niti ne zdi nekaj toliko zelo, ampak kit, tjulenj, take zadeve, mali ptički ucvrti. Nič od tega ni toliko zelo, da bi bilo blazno perverzno, če mene Imaš vprašaš. zdaj kakšne težave, da je kakšna vrsta ogrožena? Ponavadi v restavracijah samih ogroženih vrst ne strežejo. Zato, ker preprosto, omenjala sva družbena omrežja, to pride na družbena omrežja takoj. Tako da nekih ogroženih vrst so pa neke mejne, recimo, ne vem, jegulje. Jegulje je tak primer, ki jih je Evropska unija uvrstila za ne glih ogrožene, ampak nekje na meji ogroženosti in je celo pozvala restavracije, da jih ne strežejo več. Restavracije, zlasti babaski, še vedno strežejo, to je njihova nacionalna jed, maldane, se pravi baby jegulje, in to še vedno strežejo, to sem tudi večkrat že jedla. Kiti so ogroženi tudi, ne? Kiti, delfini, recimo na Ferskih otokih, ko sem bila, jejo pilot whales, kar je v bistvu delfin. Ni ogrožen, ampak ja, sem probala. In kakšno je? Ni glih najboljš, ni, da bi to si želela jesti. Tjuljne je moja sestra živi na Novi Fundlandiji, kjer jejo tjuljne, kjer je tjuljnov dejansko preveč in posegajo v zaloge polenov, ki so jim glavni vir. Tako da tjuljne odstreljujejo, pri tem, da tradicionalno so jedli njihove meso, v modernih časih se ljudje malo bolj odmikajo od tega, ampak jaz zagovarjam, da če žival že ubiješ, da potem pač skušaš vsaj res izkoristiti se, da ne da jo ubiješ samo zaradi krzna, recimo, ne, ampak če je že tam, potem pojej še meso. Okej, ena zelo škandaloznih jedi, zagotovo, pa po mojo veliko ljudi ne poznajo, v bistvu francoska jed, ortolan. Ja, Pojasni. to je... Kaj je to in kako se jo je? Jo je pa Mitterrand, torej francoski predsednik, mislim, da je 8 dni pred smrtjo, je 2 te jedi snedel. Zdaj pa pojasni, je pa za tiste, ki nimajo želodca, mogoče ne preskočiti sekunde. Uživanje ortolanov je pač, ja, je zelo francoska zadeva in Francozi so malo posebni, dajmo biti iskreni, ne. To je vrtnarica ali vrtni strnad, sem poiskala. Ja, ogrožena. Ptico, pevko mala, majhen ptiček. Majhen ptiček, ogrožena, ampak zlasti na francoskih dvorih, pa potem kasneje v predsedniških palačah so blazno uživali in še vedno potiho uživajo v tem, ki je bolj obred nekako. Ti to ptičko utopiš v... Ne, najprej jo ujamejo, pol jo pa nasilno hranijo. Nasilno jo hranijo, utopijo v konjaku, pripravijo in potem jo ti nekako po tradiciji ješ z prtičkom na glavi, nekako, ker je to iz sramu, ali pa nekako, da svet ne bi videl. Da Bog ne vidi. Da Bog ne vidi. In ja, to je nekaj, kar je Mitterrand si zaželel za svoj zadnji obrok, tudi če se ne motim. Je blazno kontroverzno, jasno, ampak še vedno, jaz nisem tega nikoli jedla, ampak vem pa, da če si to zaželiš, boš našel. Se pravi, to je ta črni trg, ne? Bojda obstaja in da je tam od 150 €
dalje so cene, ne? Ti imaš ogromno zadev, ko so zelo perverzne na azijskih trgih, ne, recimo Zdaj plavuti pa morskega čakaj, psa. perverzne za naše kulturološko okolje, a veš, To bi zdaj bilo, s katerega vidika jaz gledaš, ne? nikoli nočem soditi po naši kulturi, nikoli. Ampak gre za to, da jaz postavljam mejo med uživanje živali, kar se mi zdi normalno, ali pa nekako mučenje živali za naš lasten užitek, kar pa se mi ne zdi sprejemljivo. Tako da recimo na Kitajskem tisti mit ker eni še vedno ne vejo, ali je res ali ne, da ujameš živo opico, ji odrežeš lobanjo in potem ješ možgane, ki v bistvu še utripajo. To Ona je se mi živa, zdi ali kaj? grozno, ja. To je sicer zelo taka napol mitska zadeva. Eni pravijo, da to ne obstaja, da je samo v nekih legendah. Po filmu Indiana Jonesa. Tako, ja. Kar je tudi malo bolj postavljaš širši javnosti to zadevo. Druga stvar, ki je taka, so te plavuti morskega psa, ki so zelo priljubljena zadeva v kitajski tradicionalni medicini. Verjamejo, da imajo določene moči, mislim, da je za potenco in podobno. Ti dejansko morskemu psu odrežeš plavut in pustiš morskega psa, da pogine v vodi, kar je jasno svojevrstno mučenje, ne. Ampak če ti greš, recimo, če potuješ po Kitajskem, če potuješ v Hongkongu, boš imel cel kup teh tržnic z takimi zadevami. Se pravi, še vedno boš našel te plavuti morskega psa, ne glede na to, da je seveda prepovedan uvoz v EU in na zahod, ampak tudi če greš po kitajskih četrtih, ne vem, v Bangkoku recimo, v Manili, boš našel juho iz plavuti morskega psa. Si poskusila meso psa? Ne. Bi? Bi verjetno. Jaz ne ločem tako zelo med živali, zame je, ne vem, luškano jagenje isto, kakor luškan pes. Pa pri tebi zanimivo, da si bila prej vegetarijanka, ne? Ne, jaz sem bila vegetarijanka 9 mesecev. Tako da, in to bom priznala, da iz nekih Pa si bila modnih pa zelo vzgibov. srborita. Modnih vzgibov, takrat, ko rabiš nekaj, da boš poseben, da boš opozarjal nase, to je bilo že kar nekaj časa nazaj. Zdaj so itak vsi vegani in vegetarijanci. Ne, takrat sem res probala biti nekih 9 mesecev vegetarijanka. Zdaj, to je bil zdaj malo predah, da greva na naslednjo grozno jed zame. Balut. Balut je tradicionalna jed Filipinov, ki je v bistvu gre za jajce, kjer je noter že razvit ptičji zarodek, kar pomeni, da že ima klunček, da že ima perje, ti potem to jajce termično obdelaš na tak ali pa drugačen način. Skuhaš, ocvreš in potem to poješ, in ko ješ, v bistvu čutiš pod zobmi tudi recimo malo kosti in kljun. Jaz moram priznati, sem bila na Filipinih dolgo časa nazaj, preden sem zares pisala o hrani, in je bilo to, si to dobil na vsakem vogalu, nisem mogla probati. A pa je odprto to? Mislim, da vidiš noter ali cel jajc? Cel jajc je. Ne vidiš odprto. Cel jajc. Ker zgleda grozen, mislim. Zgleda zelo, zelo tako. Ja. Ja. Okej, predah, malo lažja tema, kavboj kaviar. V bistvu je to vzdevek, zato ker imamo tudi v naših krajih, se pravi bikova jajca, ima več imen po svetu, pririske ostrige recimo se tudi reče. Bikova jajca pri nas so bila v tradicionalni slovenski kuhinji nekaj časa dosti prisotna, zlasti si jih dobil mogoče v kakšnih kmetijah, gorskih kočah in podobno. Danes je že kar redkost najde to na meniju. Sem jedla, in sicer je bilo to v gostilni Cajnarje, ki je sicer zelo dobra gostilna in priporočam, in skušajo imeti na meniju malo bolj tradicionalne slovenske jedi. Pa deva še to, pajata. Pajata je pa tradicionalna jed iz Rima. Rim ima zelo bogato tradicijo jedi z drobovine, quinto quarto, tako imenovano, in je zlasti ena četrt v Rimu, testačo je, kjer so imeli v preteklosti klavnice, in od tam prihaja ta tradicija, da ješ
Skratka, ogromno drobovinskih jedi. Imajo vampe, so zelo znani v Rimu, in pa tudi pajata, ki je v bistvu na nek način, to so Teliček, to črevesje telička, neodstavljenega. neodstavljenega, kar pomeni, da v bistvu v tem črevesju je še vedno mleko, in ko ti pripraviš to pajato, pripraviš lahko na več načinov, ampak ko jo ti spet termično obdelaš, je v bistvu noter tudi seserjeno to mleko. Kaj pa Slovenci, slovenske jedi, ki bi bile ekstravagantne? Jaz bi recimo izbrala kakšni kisli možgani, mogoče sir mohant, Ja. mogoče medvedja šapa, Ja, kar se tiče vampi recimo. ja, Kaj bi ti? vampe imaš Vampi so brez veze, ker smo jih v vrtcu jedli. plus pač ogromno tradicionalnih kuhinj pripravlja vampe. Jaz bi rekla, da neke take malo bolj posebnosti, ki so malo bolj hardcore, če greš v Prekmurje, imaš iz krvi veliko stvari, ali je to Dobro, krvavice ali kaj? ne krvavice, ampak recimo ali juha iz krvi, ali pa neka taka kakor ene vrste omleta Ja. iz krvi, ki S čebulo prepražiš tako. kri v bistvu, no? Tako je. okej. Take zadeve. Medved je res za veliko tujcev še vedno nekaj nepojmljivega, da se to na krožniku pojavi, zato ker Mi tudi konjsko meso jemo, ne? mi jemo tudi konjsko meso, Kar kar je je tudi zlasti za Američane No. je zelo je tabu praktično. Tabu, ja. Pri medvedu je pa tako, da se ni, da bi pri nas bil na krožniku kar vsak dan, ampak jaz mislim, da pri medvedu je pa zlasti malo neugodno, kadar res dobiš to celo šapo, ker je ta šapa, ko je skuhana, pripravljena in na krožniku, a res videti kakor človeška roka, no. A si v redu? Polhi, vem, da si enkrat omenjala tudi polhe, da je to. Ja, Ne. polhi so tudi taka naša zelo posebnost, in ta, meni se kar zdi fajn, no, to je moje stališče, poudarjati te neke tradicije, ki jih drugje ne dobijo. Jaz skozi govorim, da tujci, ki pridejo v Slovenijo, v Ljubljano in me vprašajo po nasvetu, kam jesti, niti eden ne reče, kje je kakšna fajn mišljenka za jesti. Vsi rečejo tradicionalno, lokalno, in ko pridejo v Slovenijo, jih zanimajo neke te posebnosti. Jaz sem govorila, ko sem delala slovensko gastronomsko strategijo, sem opravila pogovore z veliko novinarji, ki so bili tujimi v Sloveniji, in sem vprašala, kaj mi je najbolj ostalo v spominu. To je bilo eno od vprašanj, ki sem mogla postaviti. In ja, seveda so se spomnili Hiše Franko, ker so bili ponavadi tukaj zaradi Hiše Franko kot neke najbolj izpostavljene slovenske restavracije, ampak kaj je tisto, kar jim je ostalo v spominu, je, ko so šli zjutraj na hrib in so spili šnopc ob 8 zjutraj in so jedli krasne štrukle, da česa takega oni niso nikjer drugje dobili. Tako da jaz mislim, da tudi polhi je neka taka tradicija, ki se mi zdi zanimiva za tujce. In bi rada, da se to bolj ohranja, da se to bolj poudarja, ker na koncu koncev še ena pizzerija, še en tacos plac, v redu za Ljubljančane, mogoče je to v redu, ki smo že vajeni od naših babic, da so nam pripravljale tradicionalne jedi, ampak za tujce, in Ljubljana je blazno turistično mesto, bi pa res mogli poskrbeti malo več za to tradicionalno slovensko ponudbo. Zdaj razmišljam, če bomo dobili prijavo zaradi... 100% ja. Ja, jaz 100%, sem ja. že vajena, tako da Mislim, ni namen tega, da spodbujava vse to, zdaj res govoriva o nekih ekstremnih primerih, ja, ki so absolutno. bili ali so, a ne, zdaj, da to je ta intermezzo. Jaz mislim, da dodamo. ljudje so hitro užaljeni, ljudje so hitro občutljivi, ko gre zlasti za stvari povezane z mesom. In potem poznam tudi določene ljudi, ki jih blazno moti, kadar karkoli objavljam, kadar imam pogovore z mesarji, z lovci. Ampak ti isti ljudje z veseljem kupujejo pakiran čevapčič, pakirano hrenovko v trgovini, kjer je res noter, ne veš, kaj zmlet, in ponavadi prihaja to meso iz blazno nehumane No, ali vzreje. pa iz etičnih vidikov, ne, mučenja živali, ne. Kot pravim, jaz mučenja živali absolutno ne odobravam
in potegnem črto med mesom, ki ga zaužiješ, ki je produkt mučenja živali, ali pa mesom, ki je pač stvar uživanja živali, kar je nekaj, kar človek uživa že od samega začetka. Prej si omenila hamburger, pica. Pravzaprav kamorkoli pridemo, imamo samo to na izbiro, pa vedno hočemo vsi neko pristno hrano. Kamorkoli greš, hočeš nekaj pristnega in tudi v Ljubljani večinoma samo recimo to dobiš ali pa če kam greš, ne. Je recimo zanimivo, da so določene jedi, ki so bile včasih hrana revežev. Jastok, ostrige, kaj še? Zdajle se ne spomnim. Vem, da jih je en cel kup jih je. Konec koncev tudi ribje ikre, ne? Včasih se ni jedel Kaviar, kaviarja, ne. tako je bil včasih v bistvu hrana ribičev. Ribiče so stran Tako. to celo metali. A misliš, da bi lahko kdaj pica in hamburger ratala visoka kulinarika čez 50 let? Da je več sploh ne bo na ulici, ne? Tako, ne, pač, saj imamo gurme burgerje, ne. Gurme burgerji so kar doživeli nek svoj moment v nekem trenutku in celo Noma v času, ko je bila najboljša restauracija sveta in je zaradi covida so bile restauracije prisiljene zapreti svoja vrata, so se potem ozrle, kako nekako nadoknaditi, kako preživeti, in Noma je takrat začela peči svoje burgerje, ki so bili visoko kvalitetni, z lastnimi fermentacijami in to. Zadeva je bila toliko priljubljena, jasno, da so potem odprli svoj lokal, Popel se reče v Kopenhagnu, kjer strežejo samo te burgerje. Zdaj, jaz gledam na slovenski trg in kaj je najbolj priljubljena hrana, taka poulična hrana v Ljubljani. Nimamo prav veliko poulične hrane, ampak burek je še vedno neki, kamor si, ne vem, po noči, ko piješ, ali pa če rabiš neki na hitrico zaužiti, ni drag, je nasiten, skratka burek. Jaz mislim, da je velika tržna niša, kar že nekaj let govorim, ampak ne bom odprla svojega lokala, je imeti gurme bureke. Skratka, bureke z malo bolj iz kakovostnih sestavin, mogoče lahko uporabiš druženo testo in potem daš malo bolj Sprav, hočeš nam prodajati burek za 15 evrov. Tako je. Hvala. Ti rečem, da bi bilo mesto za to. Ne uniči nam bureka. Ti veš, koliko v Ljubljani stane že krožnik pašte, če greš v Ljubljanci nekam jest, pa to ni neke vrhunske restauracije. Ogromen, pač to so cene, Vem, da stane solata v Ljubljani 13 evrov. Ja, tudi taka solata nasproti RTV-ja, ki jo greš iskat, zdaj pa pet v restauracijo. Pač ljubljanske cene so zelo visoke, tako da gurme burek. Glej, ko si menila epidemijo, zdi se mi, da se je po epidemiji, da je to zelo drastično vplivalo, razen na v bistvu neko spremembo vedenja ljudi, ki je pač očitna, tudi v bistvu zelo na ta kulinarično zadevo. Jaz sem zdaj pomagala, ker v bistvu je res grozno, kaj vse se je zaprlo po tej epidemiji. Samo v Ljubljani Magda, Kuča, Gostilna pri Kolovratu, Menežerija, Pod Skalco, Bar Roža, Zlata ribica, na Rožniku se je zamenil lastnik, zdajle so polni časopisi, da se zapira legendarna Gostilna Danilo v Ratečah pri Škofji Loki, restauracija 1906. Na Bledu pa ponuja zajtrke in branče, ne. Kaj se je zgodilo? Jaz mislim, da pandemija je definitivno veliko spremenila. Predvsem, kot sem že omenila, je ogromno kadra zapustilo to industrijo in gostinci imajo blazne težave dobiti kvalificiran kader in kader, ki bi hotel delati. Rekla sem že, danes ljudje nočejo več delati za vikend. Mislim, jaz delam za vikend na RTV-ju, ne. Nočejo delati več kot 8 ur, ampak v gostinstvu je to kar norma. Da omenim še od Ane Roš pekarna se je zaprla v Ljubljani tudi. Zakaj? Pač pomanjkanje kadra. In to je velik problem. In to je eden glavnih problemov, zakaj restauracije trpijo. Potem imamo tukaj še razne birokratske seveda ovire in Slovenija ne olajšuje velikokrat dela nekim malim podjetnikom. Struktura gostov, tako pravijo gostinci, da se je spremenila? Struktura gostov Da so bili včasih starejši od 60 let, danes pa tam nad 5 oziroma med 30 in 40. To je res. Kar kaže na to, da mlade čedalje bolj zanima tudi visoka kulinarika, kar je pozitivno. So bolj umikani,
vse, kar so to družbena omrežja Zdaj se ne govorim prinesla. visoki kulinariki, govorim tako čisto o slovenskih gostilnah, ne? Slovenske gostilne so pa tako. Tujci bojo iskali tradicionalne jedi. Jaz mislim, da domačini ne bojo toliko, ker tudi vem iz pogovora z raznoraznimi ljudmi, ki vodijo gostilne, kjer skušajo lokalno ponudbo, ker mislijo, to so naše babice delale in vsi vemo, da so naše babice boljš kuhale, kot restauracije kuhajo. To se malo spreminja, ampak očitno ne zadost. Drug problem je pa tudi, da s prihodom Michelina v Slovenijo, to je bilo leta 2020, veliko šefov, mladih šefov je začel kuhati za zvezdice in ne za svoje goste. In se dobil ogromno nekih bistrojskih placov, kjer skušajo navdušiti bolj kritike kot pa goste. Nam manjka preprostih gostiln, nam manjka preprostih lokalov. Govejo juhe ne dobiš nikjer, ne, ali pa kakšne mineštre, mislim. Tako skoraj nikjer. Skoraj težko. In to je problem, ker jaz pač skozi zagovarjam to, da mora biti gastronomija sestavljena kot piramida. Če se ti imaš za gastronomsko destinacijo, ker Slovenija se ima nekako v zadnjem času, se trdi, da je gastronomska destinacija, jaz trdim, da nismo, ampak jaz sem bolj kritična, ti moraš imeti piramidno bazo. Se pravi, jaz gledam na gastronomijo kot na piramido, vrhunska kulinarika, zvezdice, 50 best, vse to je samo vrh piramide. Ti moraš imeti bazo te piramide močno. In tukaj so gostilne, tukaj so trattorije v Italiji, tukaj so taverne v Grčiji, v Parizu mogoče so to bistroji njihovi. Ja, v Sloveniji so to družinske gostilne, ki se zapirajo in se zapirajo in spreminjajo. izginjajo. Ja. In to je nek proces, ki se dogaja že dolg časa, žal. Vsi vemo, da tudi celo takrat v socializmu, še ko smo se začeli odpirati malo svetu in smo dobivali prve pice, smo bili vsi tako navdušeni, se pravi, naši starši. In so kar naenkrat se gostilne začele ponujati sve in svašta, vse od Dunajcev do Caesar salad, od purana v gobi omaki. Mislim, mi smo imeli kiosk, kjer so pomfri, ne, dajali, ne, če se ga ti spomniš, na Bavarskem dvoru je bil in so pač pomfri cvrali in se ga dalo škrnicali. Sem res. Kje so ti lepi časi. Koliko se je spremenil ta trend zaradi naročanja hrane? V epidemiji je zelo bilo, to je edina rešitev, ne, če si, Pandemija. mislim, smo kuhali doma seveda, ampak veliko ljudi je takrat začelo naročati, ne, ker nisi mogel iti ven, ampak to se je zdaj obdržalo. Zanimivo je, kako je pandemija v bistvu povzročila dve diametralno nasprotna trenda. Se pravi, po enem si hotel neko varnost, neko povezanost z naravo in si začel naročati zelene zabojčke, si začel naročati linijo Ane Roš iz Tuša, dostavljali so ti na dom kmetje, začel si kuhati, začel si delati kruh z drožmi, začel si preizkusiti, jaz sem začela preizkušati vse možne neke recepte in mislili Veliko smo... ljudi je takrat prvi kruh, prvo potico spekal. Mi smo dobili celo generacijo pekov, ampak ko pa pekarna enega peka, se pa noben ne jav. In to je bila neka lep, kako se temu reče, stranski produkt pandemije. Po drugi strani pa tako, kot si rekla, čedalje več ljudi je začelo naročati hrano, tako se je razvil pri nas Wolt in podobno in se obdržali. Zanimivo bi bilo videti neke podatke, koliko se je povečalo v tem času in koliko se je to kar obdržalo. Jaz osebno nikoli ne naročam hrane. Je to tvoj statement, je to tvoj... Ne, jaz preprosto raj sama kuham, kot pa da bi naročala hrano. Še mogoče Michelin v Sloveniji in hkrati dejstvo, da pa je hiša Franko na 50 best padla, mislim, da zdaj na 68. 69. mesto. Hiša Franko in Ana Roš sta prisotne v mednarodni sceni zdaj že kar nekaj časa, 10 let.
da sta obe res svetovno toliko izpostavljeni. 2016 je prišel Netflix in Chef's Table in takrat je imel največji boom Hiše Franko. Takrat so bile vrste, telefoni so pregorevali, Američani so bili obsedeni. Potem je Ana dobila naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu. Se pravi, nov tak velik korak. Restavracija se je začela prebijati. Potem je prišla nekako pandemija in vse skupaj je malo zastalo, spremenil se je tudi segment oziroma po narodnosti, kateri gostje več prihajajo. Ampak da se vrnem, jaz mislim, da iskreno eden od razlogov, zakaj Hiša Franko malo pada na lestvici, je zato, ker ljudje so željni novih destinacij. Ker so željni neke bolj eksotike, držav, ki jih čim manj ljudi je bilo v tisti državi, toliko boljš. Oseben primer Venezuela. Jaz sem bila srečna, da sem bila ena redkih, ki sem lahko šla v Venezuelo. In to ti je potem nekako bolj vznemirljivo. Pa kdo so ti kulinarični turisti? Kaj je to, v kakšnem tipu ljudi tu govorimo? To so verjetno kaj? Premožnejši ali Ja, to je slepo ugibam? segment ljudi, ki so dobro situirani, ki potujejo prav z namenom okušanja v najboljših restavracijah sveta. To so ljudje, ki najprej bukirajo restavracijo in šele potem letalsko karto, ker si hoče zagotoviti, ker ene restavracije je rezervacijo skoraj nemogoče dobiti. In po vseh nekih podatkih, po statistiki, so ti gosti zelo dobri gostje, jih zanima več kultura, več tradicija, porabijo precej več na destinaciji Koliko sami. porabijo? To ne vem. Aha. Ne vem, ampak ker je tudi se razlikuje malo po nacionalnosti, ampak vedno, kadar si v precepu, na koga ciljati, na kakšnega turista ciljati, je znano, da so gastronomski turisti zelo dobri turisti in bojo pripravljeni več odšteti za namestitev, bojo preizkušali tudi ostale restavracije, se pravi, to je cilj gostov, na katere je dosti bolj ciljati, kot na neke Britance na fantovščini. Torej, zdaj, glej, očitno neka kritična masa tukaj je, ne? Ja. V smislu teh potrošnikov, ki je določen segment potrošnika, ne? So potem te nagrade Michelinove zvezdice, 50 Best, je to vse namenjeno njim in ne nam, navadnim ljudem? Jaz včasih se sprašujem. Se mi zdi, da je Michelin še vedno... Zelo v dveh različnih svetovih, ne, zdaj govoriva. Lahko, da si bo kdo najmanj pogovor zelo napačno predstavljal, ne? Ampak zdaj res govoriva o tej vrhunski gastronomiji, ki se loči od tega, ko gremo, ne vem, na družinsko kosilo. Čeprav smo tudi o tem govorili, da se tudi ta tip gostiln zapira. Ja, nagrade so definitivno blazno pomembne za šefe. Veliko jih bo povedalo, da jim uvrstitev na seznam 50 Best jim ni spremenila, koliko je gostov. Enim je spremenila povsem. Kaj je Sloveniji to spremenilo? V Sloveniji recimo Mislim, kar nekaj denarja damo za to, ne? Damo kar precej denarja, ampak Skoraj 100 tisoč ali koliko? Ne, koliko? 950 tisoč za 2 leti je pogodba. 100 Ja. tisoč na mesec. Veliko je takih gostov, kot sem rekla, ki potujejo prav zaradi gastronomije in te si bojo ogledali Michelin, si bojo ogledali 50 Best seznam in si bojo ogledali še kakšne druge sezname in vodiče. In ogromno je takih, ki hlastajo za zvezdicami, samo da vidijo, da je Michelin, bojo šli v tisto restavracijo. Poznam ljudi, ki imajo denar, so kakšni poslovneži, mi pišejo, sem v Firencah, sem v Parizu, kam naj grem, pa da imam Michelinko. Skokaj, malo je to dolgočasno. Ampak jaz govorim za Slovenijo, ne? Zdaj, če dajemo skoraj milijon, hkrati pa praviš, da nismo gastronomska destinacija, kaj je zdaj tle vmes? Ko je prišel Michelin, moraš vedeti, da so te restavracije najvišjega ranga. V tistem času je bilo to recimo Hiša Franko, Atelier še takrat, Strelc, JB. To si zdaj vse v Ljubljani naštela, daj še Ja, kaj to je izven. res. Recimo Denk na Štajerskem, Zemono na Vipavskem. Te restavracije so, veliko teh restavracij je živelo od tujih turistov, ne od slovenskega gosta. Zlasti Hiša Franko.
Tudi zaradi cenovne nekako nedostopnosti za nekega povprečnega Slovenca. Ko je prišel Michelin, je prišel v bistvu najboljšem času na nek način, ker je bil to čas pandemije in so bile meje zaprte. In tem restauracijam je ponudil nekako rešilno bilko, zato ker Slovenc do takrat velikokrat ni bil vajen jesti v Michelinovih restavracijah. In potem, ko so kar nekaj restavracij v tisti prvi seriji dobili zvezdice, so rekli, zdaj pa moramo videti, kako je jesti v V bistvu smo restavraciji takrat zvezdico. bone dobili, država nam je dala bone, Smo tudi da si bone, ja. lahko šel, a veš, da si tiste bone dal za spanje oziroma za... Ja, tudi za restauracije in za spanje. Ampak to je bil tisti takojšen efekt, je bilo to, da je povprečen Slovenc, ki hodi v restauracije, si je želel takoj preveriti, kako izgleda večerja v restavraciji z 2 zvezdicami Michelinovimi, ker česa takega prej on ali še ni bil, ali pa vsaj pri nas še ni bil. Tako da to je bil nekako tak hipen efekt tega. Koliko imajo učinka zvezdice na sam promet restavracij, na sam obisk destinacije, se pravi Slovenije, to je stvar debate, nekih številk statistike tukaj ni. Sva proti koncu, ne? Je še kakšno jed, hočeš? No, povej. Ne, Kero? ne, nima. Hvala, Kaja. Prosim, Katja.